To je Radio 1 podcast. V današnji epizodi se pogovarjam z bendom, ki je vse bolj priljubljen v Sloveniji in pevec te skupine je eno izmed imen, ki smo ga pri nas največkrat omenili. Pred kratkim so tudi razprodali Cvetličarno. Zakaj so tako dobri, zakaj jih imajo ljudje tako radi, zakaj jočejo na njihovih koncertih, o tem in še veliko drugega danes skupino Kokosi. Lahko premikaš naprej, nazaj? Ja. Koliko imaš naštima nekaj? Takole, veš, tako, ko si na odru? Tako nekak. Po mojem odleku. Okay. Ne, tega ne res po mojem. Fanta, živijo, lepo pozdravljena. Kokosa sta prišla k nam v goste, k meni na moj rdeč kavč. Eno od imen, ki se največkrat tukaj pojavi. In zdaj sta tudi dva. In to brez heca. Boris, ti pa žare pakno. Kar velika konkurenca, bom rekla. Tako, vsi te omenjajo. A res? Res. V kakšnem kontekstu upam, da ne slavim? Ne, lih kontra. V zelo pozitivnem. Vsi te imajo fuj radi. Vsem si na nek način pomagal. Vse podpiraš, oziroma kompleten band. In to zelo cenijo. In predajo te misli tudi naprej. Cute, no, ful hvala vsem, ki so omenili v kakršnem koli kontekstu. Ja, trudimo se, ne? Tako. In danes ste tukaj, da v bistvu vas še malo bolje spoznamo. Jaz bom začela s pohvalami, če lahko. Ker to še nisem. Najprej čestitke za Cvetko, ne? Hvala. Meni žal ni uspelo zaradi zdravstvenih razlogov. Sem pa spremljala storije in spremljala sem tudi, kar so mi ljudje pošiljali in prva so ljudje dejansko jokali na koncertu. Punce so tudi potočile kar nekaj solz. To meni zelo dosti pove o bendu. Druga pohvala za frontmana. Ta je čisto sveža, a ne? Govorimo o tvojem podcastu. A ja. Tega že pozabil. Jaz sem tudi narobe razumel. Hvala. Seško mi je bil prvi, ne? Se enkrat bom tudi tebe povabil. Sam nisem frontmanka, ne? Ti iščeš verjetno bolj bende. Ti si frontžena, ne? V bistvu nismo omejeni z muziko. Aha, okej. V smislu, da moraš biti del benda. Ja, tako da... Gledaš tako? Gledam širšo v smislu energije, ki jo oddajaš. Frontmanovske ali pa frontženovske energije. Ja. Dobro. No in tretja pohvala pa seveda za novo plato za naravne pojave. Hvala. Ki je mimo grede res dobra in če še niste poslušali, mislim, da je čas, da to popravite. Kaj ti je najljubši komat? Težko zberem, srce me še vedno pretrese, srce me je že prej treslo, no, ampak tudi bla bla mi je zelo všeč in tudi ostali so mi... Cool mi je, veš kaj, tak občutek imam, zelo je vse na, tako kot je prvo ponovadi, zelo na pozitivo, tak ta prav vibe ima. Bi rekla, da je na pozitivo? Ja. Čeprav je svet trenutno je, kot je, ampak vi vseeno na koncu peljete proti luči nas. Jaz bi rekel, da se trudimo iskati, zdaj to se sliši ful preveč politično, če rečem rešitve, ampak da probamo ne biti nihilistični. Rešitve. Te poze niso v redu. Niso nikoli nič dobrega prinesli. Ne, nikoli. Pa te tudi ne. Ampak ne vem, če bi nujno rekel, da smo, po mojem se trudno biti na odru pozitivni, sama muzika pa gre v različne smeri. Ne, a bi ti rekel, da je plata pozitivna? Instrumentalno mogoče se sliši tako, to, ko si izpostavljal ta srce pa bla bla bla, sta oba dva bolj vsej počela instrumentalu, tako pač vesela. Sta veseljaka, sem pa imaš pa Kuščarja, Nove rane, Cyber. Kuščar je ful vesel. Cyber je dober, zdaj sem spomnil. Cyber je en tak sound, ki ga od vas ne bi pričakovala. Ja, ne. Je čist tak izvenserijski in ponovadi mi zmer ostanejo v glavi taki malo bolj izvenserijski. Vse to, trudimo se, pa bo vse težje verjetno, ampak z vsakim albumom narediti tudi kakšne komade, kjer je folk, fuck, to so Kokosi naredili. Ja. Ok. No, ampak kako sem jaz za vas preslišala, ker to se mi zelo redko zgodi. Peljala sem se nekaj, verjetno sem bila na tej nesrečni Primorki, tako da sem se bolj malo vozila in slišam na radiju Planeti se vrtijo. In meni ni bilo nič jasno. Tako, kaj je to? Tega še nisem slišala. Zakaj tip poje, kada je ženska, oziroma v ženskem imenu, tako poslušala, všeč mi je bila ta melodija, zakaj se potem kar enkrat začne drt, a veš, je že tako kriči name, kaj je to? In pol Google, kdo so to kokosi? Kaj je kokosi? Kokosi kot orehi, kokosi kot, kako si, ne? In wow, takrat ste me čisto zadeli.
Evo, moram priznati, to se mi zdi, da je bil prvi komad, ki je pač šel pol v to smer, da sem vas začela spremljati in tudi bolj spoznavati. No. Ja, ta je bil verjetno tisti, A je bil ta tisti za večino, no? Ja, absolutno. Ja, po mojem, da ja. Mislim, 21. po prvi plati, ki je bila posneta, tako da reči, to je bil najnižji standard, ki smo ga lahko dosegli, je bil pol planeti verjetno prvi komad, ki je bolj pravilno se slišal, bolj radijsko. Pa še vedno, če ga zdaj poslušamo, zdaj mislim, kaj ste. Ampak meni je še zmer tako hud ta komad. Ja, se ima pa energijo, absolutno. Se pač na koncu dneva je, to smo tudi ugotovili tekom pač naše poti, da so stvari, ki so ful bolj pomembne kot tehnika ali pa nivo igranja ali pa perfekcionizem, da je pač vsebina, pa zgodba, pa avtentičnost, da so to v bistvu tiste sestavine, ki ponovadi delajo komade, ki so ljudem tudi všeč, zato ker pač valjda lahko ljudje ful bolj relatamo z stvarmi, ki, ne vem, ja, ki niso pač iz izložbe, ampak ki so tako fakt, to je resničen človek z resnično človeško zgodbo, stari, hudo. Ja, ampak vaši komadi oziroma cel vaš pristop je bomo rekel, poplavi mladih bendov zdaj, ki so, kar močno podpiramo in smo zelo veseli, da je tako, hvala Bogu, da se je to končno zgodilo, še vedno drugačen. Točno veš, da ste vi. Mogoče li zato, ker vas je težko popredalčkati, česar pa verjetno tudi nočete. Itak da ne. To sem opazila, da nihče več noče biti nekako popredalčkan, da gre za neko fluidnost, ful več, kot je bilo to včasih. Da je bilo to kaj, v 90-ih so bile... Si mogel biti kar jasno opredeljen, se mi zdi. Punker ali pač tako, metalc, rocker in strogo si se mogel tega držati, tako vizualno, kot tudi kaj si poslušal. In to je šlo. Žanri so se malo raztopili. Eni se še vedno, se mi zdi, da držijo malo bolj, eni malo manj. Recimo, ne vem, jaz bi rekel, da kakšni Joker Outi ali pa Koala Voice so tam en primer benda, ki so še vedno pač imajo malo bolj definiran sound, kar ima itak svoje prednosti in slabosti, tako kaj pač ima tudi to, da si totalno razštelan, kar se tiče identitete, svoje prednosti pa slabosti. Ne. Pač po eni strani je čisto hudo, da naši fani ne zahtevajo od nas, da bi mi rabili sam, ne vem, soft baladice ven šopati. Po drugi strani pa pač si imaš pol malo več preopraševanja glede identitete Lohana. Recimo, ali kva bi ti rekel. Ja, pa tudi, mislim, če se predstavljam kot fan, verjetno najdeš en komad, ki ti je všeč in lahko da je tudi edini. Ja, tudi to je. Ko fakt, da vas spet cilj v ta naziv stavi. To pa mislim, ne vem, če imam kakšen tak band, da sem fanica sam, recimo enega komada. Res? Ne, po mojem se še zmeri pol najde, vsaj še kršen, Okay. da mi je všeč. Ampak se pravi, mogoče, a je tako, da je zaradi tega, ker ste tako žanrsko, bom rekla, neopredeljeni, imate tudi najrazličnejšo bazo fanov. Ker jaz poznam zelo, bom rekla, starejše ljudi, ki bi bili lahko vaši starši, ki vas poslušajo, pa verjetno tudi take, ki so recimo moji otroci, ki vas tudi poslušajo. Ne? A je to pripomoglo? Ja, drugače mi mogoče res, ker se mi zdi, da ko gledam po folku, recimo Glizde v Cvetličarni. Kakšna je bila slika pod odrom? Ja, si imel in 16-letne babike in neke cute parčke in neke pozno študente ali pa že pač ljudi, ki so tako že, vidiš, tam v svojih 30-ih. Zadaj si imel mamice, pa fotre, pa ne vem, pa še svašta umestno. Mislim, vidiš vmes neke segmente ljudi, ki bi tako bil, to je mogoče bolj Joker Out baza, ker so jim tako si secondary, pa vidiš neko segment ljudi, ki so tako, to so neki bolj Murphy baza, recimo. Pa vidiš nek segment ljudi, ki si tako, ti so samo ekskluzivno kokosi fan baza. Kateri so samo ekskluzivno kokosi? A jih kako jih prepoznaš? Sam si splezal. Ampak to tudi mene zanima. Dobro sem se splezal. Kaj bi rekel? Rekel bi, a veš, kaj bi rekel? Pa to mislim z vso ljubezni v svojem srcu. Tisti, ki so najbolj čudni. Ampak zato, ker smo tudi mi, po moje, taki čudaki. Predektu kamero. Predektu kamero. Ja, točno tebe govorim. Ne, a veš, ker se mi zdi, da z leti mogoče smo malo tega dobili, ampak nobeden od nas ni bil full cool kid tako v gimnaziji. Popular pa to. Ja, in ne vem, če verjameš. Ne vem, če verjameš. Ne, jaz sem bila isto, nisem bila med temi popular kid, mi smo se zmer imeli za neke odpadnike, bom rekla. Ja. No in pol pač po moje posledično tudi nismo nikoli, a veš, nobeden od nas ni ta rock'n'roll moment, da bi vsak
teden z drugo bejbo šmiral, pa ne vem kaj, ne. Pa bil največji car pod soncem. In pol tudi muzika, ki jo delamo, pač ni taka, da bi, ne vem, full pelo o nekih o rock and roll tematikah. V teh momentih, Ja. In se mi zdi, da pol, ko si pustimo biti malo bolj patetični, ranljivi, tudi malo bolj čudni, malo bolj, ne vem, čekati svoj ego pa te stvari, pol tudi mogoče tisti ljudje, ki jim pa, ne vem, kakšna druga muzika, ki je bolj rock and roll, ki pač so bolj poudarjene na neke druge vrednote ali pa zgodbe, in mogoče je tuja, zato ker so sami taki, da pač so mogoče lahko lonerji ali pa, ne vem, niso narejeni za ta svet, da jim tako reči. Taki ljudje lahko pol rezonirajo z nami in taki, mislim, jaz sem ful vesel, ko vidim kakšne ljudi, ki tako vidim, da so taki awkward kidi, kot smo bili tudi mi štirje, pa smo še vedno malo, ker pač, ne vem, imam feeling, da delamo tak prostor na špilih, pa to bi si želel čim več, no, da pač se lahko pa tukaj udobno počutijo, če se kje drugje mogoče ne volijo. Da so našli nekako svoj safe place. Ja. Mogoče na tak način. Ja. Jaz bi rekel, da je mogoče ta besedna zveza, da niso narejeni za ta svet. Tako. Imamo ene par ljudi tudi v ekipi, ki niso za ta svet. Sta tukaj ta dva? Če so kaj? Če sta tukaj. Če sta tukaj dva človeka, ki niso za ta svet. Jaz mislim, da mi da so še kar. Ta še kar? Ja, mi da so še kar za ta svet. A veš, fore, da se znajdeva, se mi zdi, da mi da v tem svetu imaš pa kakšne ljudi, ki jih imamo, recimo imamo našega Rodija doma, ki je najbolj čista oseba, kar jih poznam, po moje. Ja. Kar jih poznamo, je res tako najbolj pure. Ampak je toliko pure, da ni narejen za ta svet, ker ta svet pa ni pure. In v bistvu ljudje, ki so preveč pure, ne prosperirajo v tem svetu. Res je. Moraš biti malo kreten, da To ti je kar rata. borba pol. In mi da imamo dosti kretena vse, da se pač znajdejo. Sta iznajdljiva in prilagodljiva. Ti si vas z glavo, kje pa si? On je bil na dopustu, ne veš? Še na kanarcu z glavo. Si vidiš pogledal barvo. Ok, sorry, Jero. Jero me je klical, jaz sem prišla in mi je razlagal, kaj ima dom za zajtrk. Da je tvoj, kaj ima dom za zajtrk. Sorry, dom. No, da slišimo. Dom je pojedel pol kile faširenega mesa na suho. To je to. To je to. A samo to, še kaj drugega. To je zdaj še tako, to je že vaša baza? Ja, to je naša baza. Ne, ampak, tako, prosti, ampak, pač, ne vem, če bila ena ura od tega in sem pač, ko si omenil doma, sem tako, To kile faširenega mesa. Zakaj ste vi začeli muziko ustvarjati? Ker pri vseh prej naštetih je bil ponavadi lih bejbe, pa da se jim približaš, pa tako naprej. To so bili doskrat vzroke, da se nekaj začelo. To gre meni, če si iskreno malo na kurac, kadar kdo reče, recimo, Jan Plesteljak je v enem podcastu rekel tako, ja, čisto vsak, tudi tisti, ki se delajo, da ne, to delajo za punce. Tako, ok, sorry, ne vem, a imam ful potlačeno to, ampak jaz osebno ne bi rekel, da sem to zaradi bejbe. Pa v manj noben od nas štirih, ne zares. Ali si zaradi bejbe, ne. Ne, jaz sem bil že pred bendom zavezan, tako da smo v redu. Ja, tako je. Veš kaj, je pač izrazno sredstvo, ne? Se mi zdi, da je biti ranljiv skozi muziko bolj nam lažje, bolj nam je intuitivno in tudi bolj lahko mogoče, ker, a veš, tako kot je mogoče v neverbalni komunikaciji, ko se mi da pogovarjajo, pa imam žalostne oči, pa lahko to je neko dodatno sporočilo, tako je v bistvu sound, poleg besedila, ne, melodija, aranžma, je neka neverbalna komunikacija svojih čustev in se mi zdi, da lahko ful bolj skristalizirano skomuniciraš, kako se počutiš, če to daš preko muzike ven. In zaradi tega, po moje, ker je pač to kot neka vrsta terapija. Našli ste se pa v srednji šoli, ne? Ja, v Želimlah, ja. In to je eno drugačno okolje spet, ne? Zato pa smo mi drugačni. Tako, ker jaz recimo vas tja ne bi postavila, ampak ste se pač tam A znašli. res? Kam pa bi nas postavila? Ja, to pa. Kakšno mogoče, ne vem, bolj odprto, se ne vem, tako si predstavljam. Kaj tako varianta? Manj konzervativno. Neka poljana ali kaj? Mogoče. Sam to bi pa pol taki naduvanje, veš. Ja, toliko spet ne poznam, ker nisem z teh okolj, ampak se pravi, mogoče je bilo pa to tisto, da je prvo prebudilo to drugačnost. Ja, no disrespekt poljana, drugače to zdaj. Drugače pa ste tam izstopali, verjetno, ne? Ker ste bili drugačni. Ja. Tak čudno polje smo ujeli glih med tem, da smo bili čudni v Želimlah, ampak ne dost, tako bi rekel, sploh ne, ko bi rekel, ja, ful čudni za Želimle, ampak pol tudi ful čudni za Ljubljano. Lahko poveš, kakšen odnos so imeli do nas avtoritete v Želimlah?
Čak, da se spomnim. čim bolj Hočeš biti politično korekten. svet. Zdaj že mimo. Lej, lahko smo delali, kar smo hoteli, ampak ni pa nujno, da je bilo zmeri sprejeto. Za dvignjenje obrvjo je bilo sprejeto strani avtoritet. Ampak kakšne so lepo vaše ocene? A ste bili vzorni učenci? Drobo ful, mi trije pa ne toliko. Zanimivo. V redu. Nobeden od nas ni bil tako, da bi ponavljal letnike ali pa karkoli, ampak jaz sem bil prav dober. Ti si bil tudi tam nekje, ne? Jaz sem bil, prav dober. Lajec je bil tudi tam nekje. Kako bi razumela, da vam malo pogledajo skozi prste, a ne? Ne, Recimo. tudi mogoče bilo to, ja. Pa bili smo pač, jaz sem bil vseeno malo razgrajač, če sem ful enih ukorov dobil v želimljah. No, v lifeu ne bi tega rekla, več zanimivo. Ampak kaj veš glih to, ker jaz ista dejanja, ki sem jih delal na želimljah, če bi jih delal na Poljanah ali pa neki ljubljanski gimnaziji, Sploh bi bil največja pička bi šlo mimo, ne? v ne vem, recimo Poljanah s tem attitudom, ki sem ga imel, tam smo bili pa kar največji uporniki. Pa smo res, to je na nivoju tega, da smo v komad dal, kaj že res, joške. Ja. In a veš, to Wow. vem, da se ti to ne zdi. Ja, ampak razumem. In tam je bilo pa to tako, bili so pogovori o tem. Pa take Okay. fore. Čakaj, ima to, tam je precej versko vse skupaj usmerjeno, ne? Ja, pač je krščanska gimnazija. In zdaj tako vam rekel, no, zdaj je recimo jaz pa izisva primera človeka oziroma ljudi, ki smo pač bili tam, pa bili v tem džiru, pa smo šli zdaj ven iz tega džirota, pa ne relatovam več mogoče z enimi stvarmi, ali pa tudi z vero mogoče, no, ne bom zdaj zate govoril, zase govorim, ampak so pa neke ful lepe vrednote, ki pridejo s tistim okoljem tam. Se mi zdi, da je bilo najlepše v tem krščanstvu, ker ga lahko dobiš, ker je bilo neko veselje do življenja, ful spodbujeno, odnosi so bili ful spodbujeni, pač zdravi odnosi, to, da se neke pač, ne vem, da se neke fake stvari, kot so, ne vem, neka popularnost osnovana zgolj na tvojem izgledu, take stvari se je tako malo, se mi zdi, da ozaveščali, Da ni vse v izgledu. da ni vse v temu, v kiču, v teh stvareh, ampak da je pač treba gledati na vrednote in na pač neko toplino in na podpiranje in na pravo prijateljstvo. In pa smo v bistvu te lepe vrednote vsi štirje ohranili, se mi zdi, da v smislu tega, da smo sabo v Ljubljano prinesli in videli, da mogoče, ne vem, smo imeli feeling, kdaj, na pač bolj tej ljubljanski sceni, da so neke stvari tam kul, ki mogoče nam niso tako kul, ali pa nam niso tako, pač ko, da je včasih nek pretenciozen moment, ki nam ni tako domač. Pa smo pač rekli, bomo ostali zvesti sami sebi, kljub temu, da se valjda spreminjamo in da iščeš vedno kompromise iz različnih okolij, iz katerih pač črpaš. Ampak se mi zdi pa, da nas je glih to naredili, ne vem, na podoben način, kot je Murphy, je to naredili tako edinstvene, ker so pač iz te novomeške scene ali pa platoje. Na podoben način je po mojem nas to naredili ful edinstvene, ker smo pač iz tega internata po 4 letih pač preleteli. Ne. A pa so vas na začetku, a so vas dobro sprejeli? Ali ne? Veš kako, jaz mislim, da se ogromno, da se je spodbujal to, da si aktiven. Tako pač, hobi, pač aktivnosti, no. In po mojem vsi v Žlimljah so imeli pač vsej eno stvar, ki so bili tako zelo predani. Ali nek šport, ali pač nek, ne vem, glasba, karkoli, mislim, risanje, ne vem, pač vse možno. In je bilo to tudi en tak povod, da smo zelo zagrizano se pol pač lotili muzike, no. Se mi zdi, da tega v Ljubljani ne vidim toliko, no. Tako, mogoče teh hobijev, no, ne vem. Da si ambiciozen, mogoče te res zdrave ambicije, da je pač manj povprečno jo videvamo zdaj, kot smo jo v tistem okolju. In to se mi zdi, da je mogoče ena ful lepa stvar pri Želimljah, da se ful spodbuja neka zdrava ambicioznost. Glede na to, da sem se pogovarjala z različnimi bendi tukaj in da so vas omenili že večkrat, ko sem začela to oddajo, se mi zdi, da ste vi te lepe vrednote, ki ste jih prejeli v mladosti, ste potem prenesli v svoj bend in ste začeli deliti naprej. In se mi zdi, da so to tudi drugi počasi začeli sprejemati, ker tukaj se kaže tudi ta podpora, ki jo izkazujete eden drugmu, ker recimo obiskujete koncerte, ki si pomagate z najavami, objavami, pejte poslušati ful dober band. Tega mi nismo bili vajeni.
To se ni dogajalo včasih, da bi se na tak način takole podpirali. Se mi zdi, da ste vi eden ključnih bendov v tej mladi sferi, ki je pa to začel furati. In se je to kar prijelo. Bom rekla, ta zelo dober virus se je razlezel tudi na ostale. In zdaj to vidiš povsod, ne? To zdaj pač upam, da nas ne precenjuješ zdaj v našem vplivu, ampak če je tako, mislim, smo valjda, da sem ful veseli, da lahko. Ja, mislim... Da lahko puščamo tak pečat, ne? To je nekak poanta. Ja. Ene skupnosti pa to. Veš kaj, fora, nimate fovšije, po domač povedano. Ja, ampak veš, tudi če bi bili največji ego-triperi na svetu, pa če bi bili totalno sebični, pa bi nas najbolj možno bilo nam vsem za ostale bende, ti je v interesu, da pač vsi skupaj rastemo. Ker ko zrastejo Joe Kraut, zrastejo Murphy, zrastejo Kokos, zrastejo Koala Voice, zrastejo Jet, zrastejo Platoji, pač v interesu ti mora biti, tudi če si največji egoist, da scena raste, ker rasla bo pa veliko boljš, če vsi skupaj rastemo, ker je pač se med sabo to podpira, simbioza je, oziroma premo sorazmerno, ne obratno sorazmerno. Ampak valjda poleg tega še nismo pač največji ego-triperi, ampak smo samo srednje veliki ego-triperi. Tako da nam je valjda tudi ful lepo gledati bende okoli nas, kako delajo res magične menike, ne, kako pač... Koga bi recimo izpostavila zdaj, ki ga tako res spremljata bolj podrobno, ki vas res navdihuje mogoče? Sicer je včeraj padel v mojih očeh, ker sem ga ne bil 7 v FIFA, ampak jaz moram tlele kar reči strastno, pa Murphy. Kljub temu, da sem ga včeraj res nabil v FIFA, to bi še enkrat podaril. Strastko, da res te je nabil v FIFA. Tako bilo je nahartno, bil je kar masakr, se je včeraj zgodil, ampak jaz bi rekel, da meni osebno so največji zgled oni, no, v smislu tega, koliko celo kupno delajo in musko, in PR, in dizajn, in CGP, in zgodbo. In vse, koliko zauzeto, pa koliko nehart. Mislim, tako ne vem, če poznam tudi frontmana v Sloveniji, ki bi se bolj razdajal za svoj band. No. V tem smislu mi je on kar idol, pa tudi v bistvu ful, ko bi temu rekel. Pač vse lahko tudi bedarije govori, ampak kdaj pa poje tudi kakšne stvari, ki mi res ostanejo z mano, pa se mi zdi, da pol tudi tako, marsikdaj sem tako neko novo spoznanje doživim, kaj ne vidim, kako on razmišlja o stvarih. In sem tako, bi pa lahko tudi jaz kakšne te stvari, neke pozitivne, ne vem, pozitivne vidike tega, kako on fura kot frontman, pač prenesel jaz nase. Mene, tlele, ko so bili na obisku, me je tudi ful presenetil z načinom razmišljanja, koliko v bistvu odraslo gledati na vse skupaj in kako zelo imajo razdelano, kakšen bend so. Vse celostno, tako puzzle je res sestavljen. Nič ne štrli vam preveč. Vse je tako, kot se njihova glasba poklopi z izgledom, poklopi z merčem, z vizualno podobo, skratka z vsem. In se mi zdi, vi imate tudi podobno. Oziroma, vaša ta fluidnost, ki smo jo tokrat že omenili, vam to omogoča. Da lahko tudi, če kaj malo ven štrli, bo prav štrlelo ven, da tako rečemo. To je pa po moje, da ful smo si dobro naredili na našo osebnost, ki mogoče ni toliko temeljita, kot je to pri Murphyjih, da smo si ustvarjali v bistvu tudi sami tak imidž, kjer je lahko stvar malo razšteljena in je to... In je lažje jo furata, ne? To je vibe. To je bilo premišljeno, da je tako. To je koncept. Koncept je, da je malo... Genialno v resnici. Ampak v bistvu, kako se je začelo? Dobili ste se in ste začeli delati musko? Ali kako? Ja. A je bil, gremo delati, ker itak ni bilo verjetno tega, gremo v to smer, gremo v ono. Ne, gremo sami zlit ven, kar čutno. Mi, ko smo dojeli, da imamo sploh kakšno šanso imeti band, ali pa da je to lahko malo zares, je bilo že, ko smo že malo delali. A veš, kaj mislim, ni bilo tako, kot da smo ustanovili band, da bi tako, mi bomo zdaj pa ratali ful veliki. Ampak se je to vmes malo začela ta rast in smo tako, okej. Imaš par komadov in pol pač jih moraš posneti, ker je to logičen naslednji korak. Pol po nesreči igraš na predstavitvi albuma in pol po nesreči igraš na 2. To je pač... Na prvi predstavitvi albuma je Izidor takrat igral koliko pol leta bombe? Ne, tisto je bilo že 1 leto. 1 leto. Ko smo pa snemali album, je bilo malo slabše. Predstavljaj si ti, da zdaj čez pol leta snemaš album. A igraš kaj bombe? Ne, ne. Ampak bi pa jih. Čez pol leta snemaš album in čez 1 leto imaš predstavitev albuma. Ne. Ja. Ampak si to večkrat poveste, ne? Kako je v bistvu Bobnar napredoval. Ja, absolutno. Ja, zelo.
To ni težko. In glih zadnjič. In to je pa tudi to, vsi skupaj smo si naredili to uslugo, da smo začeli s ful slabim tehnično gledano albumom, da smo pol z vsakim albumom ful napredovali, ampak glih zadnjič sem se z Maxom od Jetov pogovarjal, Ja. pa je bilo tako, fuck, ja. Kaj je tudi bobnar, ne? Ja. Ja. Ful dobro. Da se Ja. pozna, da je res, da se od druge plate res pozna, da je tudi easy full dvignut, tako da to se mi zdi, da... Drugač, to je, sem vrnil pa malo Ne, kar, povezal, ja. ampak ko smo štartali, te neki prvi nastopi, kaj so že bili, ko smo Škiselov, kaj je to, predizbor za Škisovo, za un mladi band, Ja? Ja. zmagali in potem smo šli tja igrati. Smo imeli že dobre izkušnje, se mi zdi, da in z Murphy in z Jokerji, tako Ste se že poznali? pa to, ne? ne zares. A, ne zares, ok. Ampak je bilo pa tako prijetno, pa domače, pa ful spodbudno. a ne. In se mi zdi, da smo se že takrat lahko nalezali tega ja, pač zdravega spodbujanja in ful pozitivnega odnosa med bendi, a ne neke tekmovalnosti, ampak bolj kolegijalnosti. Tako je. Jaz pa recimo kot bobnar sem pa lahko, pač, ko smo igrali s Koma, ne, to je pač navada, da pač na večer imaš, ne vem, 2-3 bende, sem lahko zelo hitro napredoval, ker sem lahko gledal veliko ljudi, ki so bili full dobri. In je to tako, prve, ne vem, ja, par let je bilo zihar, samo to pač opazuješ, pa kakšne tipe iščeš. In je, pač, ja, full pozitivno presenečen, koliko je fajn, no. Tako. Samo moraš imeti pa odprto glavo za to, veš, mislim, moraš biti ready, vsak napredek se ne zgodi samo od sebe, ker si Sigurno. izpostavljen, ampak moraš tudi pri Easy je tak model, se mi zdi, da skozi išče improvement, a ne? In Ja. Pač, Ko sem brala vaše stare intervjuje, ste imeli tako to dost, se spomnim, da ste se ukvarjali s to, temu tako reči, slabšo finančno situacijo. ja. Ne, to vam je, vem, nekako zelo tako, bilo malo moteče, hkrati ste se pa došlepali na to, lej stari, pač nimamo nekega keša, ampak delamo tako, kot je, ne. Ja. Vedno delaš s tem, kar imaš, ne? Ja, to smo štartali tudi s tem prvim albumom, že pač, ja, pogledali, takrat je bilo treba predvsem malo vlagati, no. To je bil malo ta siten del. Po se je pa nekako išlo, da vse ne vlagamo več, kar je kul, pač ta neka pozitivna nula, ki se dogaja. Ampak, ja, pač ne rabeš vložiti, ne vem, da štartaš band 50 €, ne. Tudi mogoče za mlade bende ne Ja. rabiš veliko denarja. Zelo zdaj, ker je toliko poceni oprema, pa vse, pač sama ideja mora biti dobra, ne? Mi smo delali spote za 100, 250 €, 250. Planeti spot, recimo, je bil Najdražji spot, ki smo ga imeli takrat. in je bil 350 €. Jaz tako upam, da so zdaj poslušali tole. Ja. Res. Ker je pač res, da se, sam rabiš imeti dobro idejo, pa kul ljudi okoli sebe, ne vem, Ja. ki znajo pač to idejo sprovesti in to je vse, kar je. In pač, če si nezanimiv ali pa neautentičen ali pa nimaš nič za povedati, imaš lahko 30 000 budžeta za spot ali pa komad, pa pač bo za en Pa kur. ne smeš biti kreten, pač moraš imeti zelo človeški odnos z ekipo in pač z ljudmi, s katerimi hočeš delati. a Ne? Ego je sovražnik, ja. Mislim, 350 je bil zato, ker je pač, mislim, noben ni bil plačan. Ne? Tako. Ja. Tako da, mislim, ampak, a veš, pa smo naredili pač iz... hvala ti, Filip. Vsa čast in slava. Ja, moramo dati Filip Jembrih. Ne dela več za ston spotov, da ne bo kdo mislil. Zdaj stane full denarja. Evo. Ampak zdaj ga lahko plačamo, ne? To je to. In pa zgradiš nek odnos in je full fajn. In je, pač Filip, ja, še zmerno nekdo, s katerim radi delamo, ne? Samo da zdaj pač je možno, da tudi, mislim, on dobi več budžeta, pa pač lahko neke nove, čist, mislim, crazy, da je, ne vem, Ljubezen oveni, ki ga je posnel na trak. In je bilo ful drago. Ampak je bilo ful dober. Ampak je tudi, ko veš, če ti je nekdo takrat, ker nobeden ni vedel zate, tako pomagal, si v pol tako, ajde, Filip, imej ta trak, stari, dajmo ta 2 ure pa pol sam za trak. Ja. Ja, ampak je ful fajn. Sicer zgleda isto, kot če bi dal na Instagram vintage filter čez. To ja, Ni isto, to. ni isto. Je isto, ampak Ni ajde. isto. Za poznavalce. Pa je da kao, da ni isto. Ampak je pa predvsem pa tako, pač, če ti je nekdo toliko pomagal v otroški fazi tvojega benda, valjda si pol, ko imaš, ko priješ do nekaj denarja, si pa pol tako, fuck, valjda mu hočem vrniti v stugo s tem, da mu omogočam, da neko kreativno vizijo sprovedeti, nekaj, kar si že odvedno želel, recimo. Ne. Ja. Tako da, To je ful dobro, ne? To je ful Mislim, dobro. tako, to je ful, Ja. ja.
Tako prijazno biti, tako nasmejano, tako vse in dobi nickname fašist ljubezni. Ko sem pa to prebrala, sem pa tako, wow, stari se ne vem, je to dobro ali ne. Mislim, da ne, demo ne same besede, ful preveč resno vzeti, ampak gre bolj samo za to, da imamo včasih na koncertih in tudi moj frontmanovski pristop je tak, da je pač ful ljubezenski. Ampak agresivno ljubezenski. Ja, dajmo se imeti radi zdaj. Dajmo se ubiti! Takoj se ubijete zdajle! Kdo ti je nadel že ta nickname? Gregor Bajc, naš producent in naš zelo dober prijatelj in človek, ki nas je v bistvu naredil to, kar smo, ki je v bistvu neke vrste peti kokos. Model, ki je imel tinnitus, zdaj toliko hud že, da je mislil, da bo to njegov zadnji album na ravni pojav. Wow. Ja. Ampak je pol tekom plate v zadnjih mesecih ugotovil, da se mu je stvar malo stabilizirala, ampak vmes je imel pa že tako, je imel že 1-urne, 2-urne epizode katastrofičnega tinnitusa. A veš, kaj je to? To je neki z glavo, I guess? To je tinnitus je pač ki ti piska, ne, na hard, katastrofični. Ne slišiš v bistvu, ne? Oziroma... Ne, slišiš, sam je tako, skozi konstantno imaš v glavi. Se spreminja verjetno jakost pa tako. Ja, in katastrofični tinnitus je že toliko na hard, da je 10% na samomorilnost od ljudi, ki imajo katastrofični tinnitus. Ja, to je na hard. Čakaj, kako pa prije do tega? Izpostavljenost pač zvoku. Zvoku? Pa psihosomatsko je tudi. Če si bolj živčna oseba, pa stres pa to, povezano je ful stresom, ampak tudi Bajc, bodimo iskreni, spomnim se, ko smo drugo plato snemali, pa sem jaz na največjem feršterkerju tam kitaro nažgano in je bil pač ta ferš, ne vem, 15 metrov stran v neki sobici, ki smo bili v studiu. In če so bila zaprta vrata v tej sobici, je bilo meni tako, wow, glasno. Ne. In se spomnim enkrat v mestu, ko igram, pa bazi to, jaz sem samo malo sound preveriti. In da tako ne všli. Ne. Daj malo špili, ajde. Ne. In sem bil tako, Bajc, ni čudno, da imaš tinnitus, ti dame sem. Bad. To je za plato. Ja, ampak takrat se potem je pač valjda šlo zaradi takih situacij pol slabš, ampak zdaj se ful bolj čuva. Ampak je odpravil to stvar. In to je pa najbolj bedno pri tinnitusu, nikoli ne odpraviš. Ne gre na boljš. Samo lahko ne gre na slabš. Če se čuvaš in zdaj se ful čuva in ne gre na slabš. Ampak se je tudi naučil s tem živeti. Je tako, ja, taka stvar je malo, mislim, ful je bedno, ja, ker večino teh bolezenskih stanj lahko stabiliziraš, pozdraviš, to je pa res tako, ko enkrat priješ sem, si tle do konca življenja. Pa ali boš šel še višji, ali boš ostal. Jaz sem kot otrok sem imela ful vneti ušes. Konstantno bolečine in to veš, ko se ti zapre uho. Ja. Je tako, da pač jaz sem imela to, pač ne slišam, ne? Na eno uho ali pa na drugo. A prav nisi slišala? Grozen. Ja, pač in potem ne vem, kaj recimo požiraš vodo ali kaj ješ, ti pač v glavi bobni. Ja. Kakorkoli, tak ne slišiš pravilno in je to, razumem tistih 10%. No. Grozno je, ampak na srečo se pravim, če se držiš, če se... Ne vem, izvenelo je nekako. Stiskam pesti, da bo ostalo tako, ker je ena najbolj zoprnih stvari, kar se tiče tako območja glave, poleg zobobola, po moje, no? Ja. Da se ti kaj tacko, tako da razumem. Ja, valjda. In on vas spremlja, skratka, celo pot že. On je konstantno z nami, tudi pač producent je naš, ne, in to v bistvu pomeni, da je od spočetja komada do zadnjih nasnemavanj, vocal take-ov je pač zraven, pa še mix in mastering, mastering dela Ploki, tudi respekt, ampak je tudi pač Bajo v navezi. Ja, Bajo je v bistvu kot nek naš boter, oče, starejši brat, mentor in pač nekdo, ki konstantno tudi raste kot producent, tudi ful je lepo, da smo skupaj rastli. No. On kot producent 5 let nazaj je bil precej manj razgledan pa sposoben, kot je zdaj. Tudi to je tako, kot sem ti sprej rekel za izjane, ful skozi, konstantno se uči, konstantno raste. Kaj smešno? Zdaj moj nekdo poslal mesi, čakaj. Ful mi je dobro, lahko bi rekel, zdaj je ful dober, ampak si rekel, ne, prej bil ful slab. Prej bil zajas, prej sakvajas, zdaj pa res dober. Videla sem, da ste zdaj, ker ste imeli pred koncertom, ste tudi nov merch izdali, dali ven ful dober merch. To moramo, ja, res. Thanks. Zato, ker ga še nisem videla tacga. Skratka, imate neko foro, to moramo propovedati, ne? Na hudih imate gor takole, kad da bi bil nek badge, ampak ni. Je ta samolepilni, kaj ne rečem, nekaj
ne etiketa, ampak Ježek Ja. je, ne? ježek, Tako tako. imaš načeloma logo, Tako. in je kosmat kot kokos. Ampak Lahko si ga razbereš. lahko menjavaš, lahko Ja, daješ različne gore. Ne? Lahko daš 4 badge, pa 4 naravne pojave. Se lahko date tudi svoje, to je cel point, pač, ampak lahko date pa tudi naše. Naši so pa sončni, avrica drž pa oblak. Ne? To, Tako dobro, se pravi, recimo načeloma, kako se počutiš tisti dan, pa si ga pač propopaš gor. Tako je, v bistvu s tem lahko tudi malo kot nek lakomusov papir, da pokažeš, Ja. kako se počutiš. Ne? Ja, to je dobro. Kdo je prišel na to idejo? Luškana. Res? Čestitam, bravo. Malenkost. Ej, ta telefon pa slukiš na dobro stvar, da se spomni. Koliko je mrč pomemben? Ker jaz opažam pri mladih bendih, da je v bistvu tako je na mizi vse. Mogoče včasih še predplato. Oziroma, Če si iskren, mi imamo tak zelo mačehovski odnos do mrča, zaradi tega, Ja. ker se držimo ful teh, a veš, ekoloških, fair trade, fair working environment certifikatov in to pol pomeni, da je produkcijska cena ful visoka in pol tudi, ker pa nočemo zdaj dajati glih, da je bila majica 40 evrov, pa polover 70 evrov, ker imamo pač fene, ki so stari večinoma, ne vem, od 16 do 30, ne, niso to neki Ja. bogatuhi. In pol zaradi tega pač tudi je, ne vem, kako se temu reče, ta, Ne delamo nekega baš profita. ne delamo baš profita z mrčem. Ampak delamo pa ta zdaj, kot bi ga mi želeli. Ja. Mislim, to je tako, kot bi ga želeli kupiti, no, tako, na ta način. Ja, pol je včasih tako, ker gre toliko enega stresa, pa živčnosti, pa priprav, v ta mrč se Ja. malo pol bedno počutiš, da v bistvu, a veš, eni bendi, ne vem, imaš ene bende, ne bom zdaj naštel imen, Ja, ki imajo, ne vem, uno plastično majico, pa nek grd napis gor, pa veš, da je v dizajn šlo 3 sekunde razmisleka, pa da je produkcijska cena Ja. te majice, ne vem, 4 evre, Ja. in pol jo prodajo za 35 evrov. In si tako, Ja, po te cene sploh ne dobiš ja, praktično, po mojem. pač naša produkcijska cena, ne vem, za, a veš, majico je pa, ne vem, 14 evrov, a ne, pa če prodaš za 25, imaš 11 evrsko maržo, pa plačaš še valjda človeka, ki ti mrč prodaja, No, pa človeka, ki ti ga naredi, in na koncu priješ na nulo. Mogoče. Še dobro, da imate take hude ideje doma. Ne? Mogoče. Ja, no. Čeprav mogoče bi že lahko še procent potegnil, ne več na ta račun. No, sej tak. Zračunajte si sami. Mogoče ne poslušate teh mar, zato tega, ker to nič. Ampak ja. Zračunajte si. Nekaj tazga je, kako gre. Nekaj tazga, ja. Ker sem jaz poslušal nekaj tazga. Tam nekje. Ja. Ej, ful dobro ste se ujeli z Vladotom Kreslinom, ne? To pa res, ja. Ja, in to ste tudi večkrat že povedali. Tako. Absolutno. Ja, Vlado je največja legenda. Pa se mi zdi, da se imamo ful spoštujemo in da se imamo radi in da je na nek način se oboj, mislim, da je tako, da je ful taka lepa komunikacija, ker, a veš, in on in mi ful radi prisluhnemo. In tako se mi zdi, da velik, a veš, on je taka legenda, da bi lahko imel ta attitude, tako, ko zdaj tle te neki mulci, tle neki nabijajo. Ampak ful ni, je tako res odprta, luciden model. Pri 71 je tako, kad te on udar, tako, kad te pozdravi, tako, Izidor! Skopičko moč. Tisto surovo prek mursko močjo, ki si prav tako, ti boš do 120 leta živel. In igral boš do 120 leta. In to je to. Tako da ne vem, če imamo tako od starejših kolegov, ko ga bolj radi, kot Vladota. No. Je kar na nek način se nam zapisal v srce. Spomnim se 2 leti nazaj na audiofestivalu, ko sta bila z Masajo, sta bila gosta pri Kati v Rožnati dolini in sta ga oba izpostavila. Tako neki on ima, ne, da ujame vse. Ja. Ujame res vse generacije, vsi ga respektajo, On je res vsi ga ljudski človek. dejansko je, mislim, da je eden res redkih v Sloveniji, v slovenskem prostoru. On je, I guess, da narodni simbol, mislim, kar se mene tiče, jaz nisem tak fan Avsenikov ali pa, ne vem, kakšnih teh glasbenih narodnih simbolov. Ja. Meni osebno, če bi mi mogel reči, kdo od artistov v Sloveniji je meni najbolj tak Slovenija, narodni simbol, timeless v tem smislu, mi je po mojem kar Vlado Kreslin. No. Okay. Točno to, kar si rekla, da zajame vse od pijanih študentov do nekih, ne vem, neke urbane publike, Ja. do podeželja, pač tako, res je model človek za vse. In tudi tak je v privatu, no. Ni v privatu, ful bilo smešen, če je v privatu ful kreten. Tako, To glumiti ne moreš. nekaj pa je še Mislim, da ne. takih ljudi, ki se jih človek razjezi. Sam, kako pa je prišlo do sodelovanja? Kdo je pristopil k komu? Ja, v bistvu je čist, tle treba pa pet respekt logiki, ne? V bistvu zaradi štekanja. se je Čau, zgodilo. logika.
Ja, Jureta moram tudi povabiti, ja, se strinjam. Ja. On je moraš ga, ja. Ja. Moj ful zanimiv. On je pač takrat v pogovoru z Vladotom, je v bistvu Vlado tudi predlagal nas, kot nek band, s katerim še ni sodeloval, da bi mu napisal, da bi pač priredila njegovo pesem, ampak pač priložnost so bili pa ištekani. No. In preko teh ištekanih smo se mi ful podružili, pohengali in se je to prijateljstvo razvilo. Ja. Pozem zanj bil na rojstnem dnevu in je imel tisti pršut ful velik na mizi. In takrat sem vedel, da mi je ratalo. To je to, ali? Ja. Takrat je ratalo tudi Leopoldo. Za kartono uro. Ja. Ta je, mislim, da po moje, kakšne mlajše generacije znajo celo tako mat pripisati Leopoldu. Ja, jaz mislim, da je v bistvu... To je to, kar se polkar malo, tako kar se je zgodilo konc koncev tudi samemu Kreslinu, ne? Ja. Od višine se zvrti. Točno tako. Ker mlajše generacije mislijo, da je to komat od Siddharte, pa v bistvu, sorry. Ja, sorry. V kar od Kreslina, ne? Ampak se to je ful nice, ni? To je ful dober, ja. Meni bi bil to najlepši občutek na svetu, da nekdo tako dobro priredi tvoj komat, Ja. da je tako, da je nekdo misli, da je ta model napisal ta komat. To se mi zdi, da... Bolj hecno, ko je Kasina koncert od Kreslina in ko poje ta komat in slišiš folk, ki začne pet Siddharta Way. Ja. In pa točno veš, ok, tejle mislijo drugače kot resnice. Vi imate eno tako izkušnjo, ki vas je po moje zelo obogatila in sicer ste igrali pred nikomer in pred razprodano cvetličarno. Ja. In kako se pripraviš, da greš na oder in izpelješ ful dober špil, če veš, da pač nobenega ni. Ful je dober. Nobenega je super, nobenega je idealno. Najslabši špil so pred 14 ljudmi. Ja, ok. Točno 14. Ja, točno 14 je najslabša. Točno 14. Do 14 je toliko malo, da je še smešen. Ja. In poloh iz tega ful fora narediš. Ja. Pol od 14 naprej je pa že glih toliko ljudi, da je sam ful žalostno. Ok. A veš, kaj mislim? Tako, kaj je neki toliko grozen, je že rata že smešen. Ne? In na Koroškem, kjer smo špilali pred 2 človekoma, ki sta bila naša prijatelja, ki smo jih pripeljali z nami, je bil ful carski špil, ker je bilo pač... je bila ful dobra fora. Pa kakšni špili, kjer je bilo pa tako 20 ljudi, se pa pač matraš tam, ne. Malo se res matraš. Na začetku je bilo ful lažje, zato ker smo... Se mi zdi, da moraš se evolvati tudi kot band v tem smislu, da na začetku, ko imaš, ne, je logično, da boš imel zelo malo ljudi v publiki, moraš res oddajati absolutno nek attitude, kjer se ne jemlješ resno, ne gledaš na to kot na neko tragično situacijo, ampak pač narediš foro iz tega. Vedno mi je bilo malo žalostno gledati na nekakšne bende, ki se delajo, da špilajo pred razprodanimi stožicami, pa imajo 15 ljudi. Pol sam po fure je to. Recimo Blaž Mencen gre ful dobro v tem, da kdaj, kadar se mu zgodi, pa če recimo skupaj smo bili na enem takem špilu, kjer nobeden od nas ni imel veliko ljudi, zna ful dobro pofurati to. Ne? In se malo pohecaš sami sebe, malo se pohecaš iz situacije. Tako ne boš rešiš neko težavo. Tako, pa narediš tudi malo bolj tako, malo poudarjaš intimnost situacije, ki je pa v bistvu lahko tudi nekaj ful lepega, da je tako, zdaj smo tukaj, ful nas je malo, ful je šansa, da se res posvetimo drug drugmu, da ni ta masa. Ja, pa še zanimivo, ker pol ponavadi se ljudje ful dobro odzovejo in pridejo bližje in se jih še več nabere. Ja. Nasproti temu, da si pač največji bog in se pol držijo na šanku ali pa kaj. Ja, ne smeš, tako, to je po moje, da gre v antizapovedi bendovstva, da imaš 30 folka in po drugem komadu si tako, ajde gremo skupaj! Tako pač tako, model, preber, publiko, ni šans, mogoče po 10. komadu, ampak po drugem komadu. Po drugem pa ni šans, ja. Ti moraš dati nekaj, preden nekaj lahko zahtevaš. Seveda. In dokler, mislim, in eni to se mi zdi, da eni to se naučijo malo stežka, ampak ti moraš res naprej veliko dati, pa začne folk ti dajati nazaj. Ampak to spet govorim na začetku, pa imaš kakšne špile, tako kot Cvetka, ker je bilo najlažje na svetu. Pa smo totalno zjebani. Vsi so že znali besedila z nove plate, ne? Mi smo prišli stresirani, zmatrani, na pol še bolni. Na pol bolni, jaz vročina, Izidor bolan, ampak ko smo prišli na oder, pač res je bilo sam, nas je odpeljal na nek 37. oblak in smo bili sam tako, ok, to je najlažji špil na svetu za odfurati. Zato, ker je folk tako dober, da smo mi rabili biti ok, da je bilo že ful dobro. A veš, kaj mislim? In tle pa pol, takrat si pa sam tako fak. Koliko srečna
situacija, kako smo lahko hvaležni, da imamo tako fajn bazo, da nam v bistvu to da že iz prve, da Takoj. Lahko sam igraš, a ne rabiš Dajmo. strategij, pa ne vem, kako se delati. Pač vsi smo tle, da uživamo in je to najboljše. Pa ker so tako dobri koncerti, a si jih skušate zapomniti, tako srkati, da te fila pošle za naprej, ali enostavno sam greš, go with the flow in pustiš, da se dogaja? Spomniš se kakšnih, ki so malo bolj low pressure, ker tvoj možgan ne gre v nek fight or flight mode, pa adrenalin pa to, ne. Na teh, ki je pa bilo vse, na tej cvetečarni se mi zdi, da smo si sami ustvarjali full enega pritiska, da mora biti pač najboljši špil do zdaj, pa absolutno v vseh pogledih pač nova stopnička za kokose. In ker je bilo toliko pritiska, smo tudi prišli taki na oder in pol, ker je bilo toliko adrenalinsko, ker je folk bil toliko nerealno pač fukjen v glavo, toliko dober, je pol to tako švignal mem nas, ta 2 ure pa pol špil je trajal pač 3 minute pa pol. Wow. In ne vem, crazy. Jaz se iskreno večine stvari ne spomnim med koncertom. Ja, ne tako aktivno, bolj nekega občutka. Ne? Ja. Tako je. To je ful zanimivo. Tudi se mi zdi, da imamo ogromno srečo itak, ampak hvala publiki zmeraj. Na predstavitvah albumov smo bili zmeraj presenečeni s tem, da ljudje obvladajo besedila, da iz prve pač pojejo vse zraven. Pa je album en teden zunaj je bil. Ja, ampak kaj veš, recimo prvi album, ko smo špilali in bilo sam tako, itak še nismo imeli te izkušnje, mislim, in toliko ljudi in da bi se toliko drl, ampak pač pridemo na oder, itak je vroče, ker je pač nabasna dvorana bila. Absolutno. In potem začneš igrati prvi komad in folk se začne dreti nazaj in čutiš, kako te tako krmal. Zanima. Te zanima. Pač ne pričakuješ tega. Ne? Tako, vsakič znova malo presenet, ampak full fajn. To je res fajn. A vi ciljate kaj na tujino? Ja, želeli bi si v prihodnosti, absolutno. Imamo skozi te pogovore, veš, pa tudi itak ta večni Eurovizija pogovor, kaj je, ne? A res? Dvorezen meč, ampak... Kako pa gledate vi na to, no? Kot na odskočno desko? Itak da je odskočna deska, absolutno. Če znaš izkoristiti, no, vse. Mislim, ja. In zaenkrat so Joker Out edini, ki so zares to naredili, ne? Ampak so ful uložili. Sebe in denarja, verjetno. Absolutno. In pač je to lahko ful carska odskočna deska za to, da pač delaš pa lahko turneje po Evropi in to bi si itak želeli v prihodnosti, če bi nam kaj tazga ratal. Ampak po drugi strani, če ti ne rata, kar je ful šans, pa dobiš neko nalepko, se mi zdi. Neko nalepko malo neautentičnosti, ker ti moraš, to je po mojem kar nujno, na Euroviziji narediti karikaturo iz sebe. In s tem, ne vem, če si ti nekdo, ki, a veš, kot smo mi, ki kao govori o iskrenosti, pa autentičnosti, pa o tem, da se ne jemlješ preveč resno, pa moramo tam na Eurosongu narediti karikaturo sami sebe. To niste učili. Ziher en del fanov, je tako, fuck, ali so se sell out, ali pa tako, na živce mi grejo, ali pa tako, niso več to, kar so bili. In po moje, da če bomo kdaj šli se tega lotiti, bomo probali tako narediti, da kar se da možno ohranimo sami sebe. Absolutno se ne bomo šli nekega tega fake ass momenta, da bi pač mi bili tam, pa bi bili tako, ne vem, pač neka linija najmanjšega odpora, pa to, da smo vsem všeč. Ja. A ne? Ja. Ampak, če bi pa kdaj šli, bi šli pa absolutno zaradi tega, ker pač je to daleč najbolj efektiven način, da se pač predstaviš tudi tujini in da pol, ja. Je pa pol itak vedno vprašanje, vedno se vprašaš, a si dosti dober, pa dosti zanimiv, pa autentičen, da bi te nek Avstrijec poslušal, ali pa nek Čeh, ali pa nek Poljak. Ja. Pač upam, ampak ni nujno. Tako da to so debate, ki jih imamo velikrat in ne vem. Nismo še prišli. Ti nisi tako navdušen nad idejo, da bi šli mi na Eurovizijo, ne? Ja. Kratko. To bo to klipan, čez 2 leti, ko boš šli na Eurovizijo in prav. To se ful zgodi, da ti fani malo zamerijo. Ja. To je ena taka. Ja, pa dobiš neko korpo nalepko, tudi korpo je, ne? A veš, itak ta situacija z Izraelom, pa Moroccan Oil, pa vse te vojne, pa to pač na nek način požreš en del integritete že s tem, ko greš na to zadevo. In je pač valjda tako, da dobiš neko nalepko in ko prideš in 3 leta kasneje po Euroviziji, imaš ful šans, da boš v bistvu najslabšen, kot si bil preden si šel. Tako, zgubiš še tiste, ki so bili tukaj, ne? Kar je najslabše. Tako. Kar te ti načeloma sledijo in te so točno tako. In tudi pač valjda jih nočeš izdati. Tako je. Mi nismo
tako nonšalantni do naše fanbaze, nam ful pomenijo ti ljudje, ful nam je carsko, da so z nami, valjda jih nočemo izdati. Tako da se pravim, karkoli bomo naredili v prihodnosti, ker nam je pa valjda v interesu rast, pa pač se predstaviti čim več ljudem, pa dobiti nek exposure, bomo res čuvali na to, da ohranimo integriteto pa našo dušo, no? Da ne prodajemo duše za neke cheap thrills. Za blišč. Za blišč. Ja. Ampak za vodenje, kaj pa to? Bi se dalo kaj zmeniti? Za vodenje? Za vodenje Eme. Ja, Murphy pot. Murphy pot. Murphy pot. Ja, ne vem, Izidor bi vodil Emo. Ali bilo to vprašanje za me? Pa dajmo reči, Boris, da bo zaenkrat zate. Ok, ja, ne, sredo. Ne, sklepam iz tega, ker zdaj posebno si nabral že neke te voditeljske veščine, sicer na radiju. Na Valu 202 te lahko ob torkih poslušamo zjutraj, ker imaš tudi fenomene, ker spoznavamo te novejše pojave, ki so v družbi in to zelo dobro delaš. Kot sem prej omenila, imaš zdaj podcast Frontman, kjer spoznavamo frontmane in frontmanke. Točno tako. In hotiča, zakaj ne bi šel pa še pred kamero, kaj? Jaz nisem nič nasproten kakršnim koli tem idejam. Meni se zdi, da smo in jaz in vsi tako, da smo zelo odprti za kjerkoli ideje, dokler to pomeni ohranjati integriteto pa dušo. Se mi zdi, tudi iz tega vidika nam zaenkrat gre ful slabo za temi, ko se temu reče, sponsorshipi, ne? Nas kontaktirajo nas veliko neke firme, kaj vse bi, ja. In pač zaenkrat, če nismo razen enim, nismo rekli ja, zato ker je bilo vedno, ne vem, recimo, posnemte komad, kjer rečete noter, ne vem, kaj jaz vem. Besedo, ja. Audi, recimo. To zdaj izmišljen primer, ampak dajte napisati o Audi avtih komad. Ni šans v delu life-u. Raj se fuknem z nebotičnika, kukor pa da najbolj pure pa lepo stvar, kot je muzika, da iz tega reklamo delam. Mislim, tako se mi zdi, to je samo moje mnenje, no? Ampak da je, to bi bilo pa neko kršenje nečesa toliko svetega, da bi napisal komad, ki je reklamni komad in ga probal prodati kot naš komad in v bistvu slepil naše fane. Mogoče to predvsem, ja, da ga moraš prodati, kot da je tvoj. Ja, in se tam lagati v faco svojim fanom, tako, ta Audi komad, nam je to ful, ja, mi smo ful fani Audi. Kako ti ne bi verjela? Oh my God. Pa te sploh ne poznam, če tako. Ja, itek, da ne bi verjela, valjda ne bi. Če spremljaš, vsaj malo, če malo pogledaš, kaj ustvarjate, kaj govorite, kako komunicirate, pol, to definitivno niste vi. Ja. In res ste purno. No, tako da, v bistvu, to lahko rečemo. Glede to, da smo zdaj rekli, da ne delamo z mrčom plusa, da nimamo teh reklam, pol bi res prosil folk, da čim več na špile hodno, ker to je edini vir dohodka, ki ga vam. Ampak jaz skozi pravim, to je to, pejte na špile, to glasbeniki najbolj cente, tega ste najbolj veseli in tam vas res lahko doživimo na tisti pravi način. To je vrh, to je to. Ja, to je to. Ničesar ni, kar je jače od... Mislim, če hočeš podpreti band, ni ničesar, kar je jače kot to, da greš na njegov špil. Točno tako. Povejte mi še to, kje vas bomo lahko prihodnje kaj videli. Uživo. Danes, evo, to je že prepozno, ampak špilamo v Domžalah. Prepozno, se pravi, 3 tedne nazaj smo špilali v Domžalah. Maribor imamo 21. november, to ste zelo lepo vabljeni vsi Štajerci v Vitrinca, pa smo v decembra Cerkno, Celje, Tolmin, Ankaran, Velenje in super. Ljubljana. Cela Slovenija, torej posod ste. Cela Slovenija. To mi je všeč. Cela Slovenija. Tudi, ja. In verjetno posod so podobni odzivi na vas. Ta ljubezen, zihar se malo čuti. No, o tem govorim. Ker če greš na koko, se veš, na kaj greš, no? To pa res. To je to. That's what's up. Top ste. Sam keep the soul. To pa bomo... In se mi zdi, da boš ti kar dobro poskrbel za to. Oziroma, zna bi, da bo Izi še malo bolj zategnil. Mislim, da me glihar me Audi klical. Treba on komad narediti. A so 50 ur v dan? Dobro se zdeli zdaj. Hvala, da ste prišla, pozdravite še ostale in se vidimo pod odri. Hvala tebi za povabilo, pa se vidimo na eni viski koli v backstageu. Kadar boš rekel. Tako se govori, bravo. Točno tako. Zmenjeno, jaz vodati viski kola. Gremo. To je Radio 1 podcast.